Španski nacionalni letalski prevoznik Iberia vzpostavlja novo neposredno povezavo med Ljubljano in Madridom. Gre za še zadnjo izmed 4 povezav z državno subvencijo za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Iberia Airlines je v preteklosti že imela letalsko linijo na ljubljansko letališče iz Madrida. Trenutno je časovno ta linija omejena na začetek septembra, torej bo vozila samo en mesec. Predvidevamo, da na ta način želijo testirati naše okolje in interes potnikov za vožnjo, za letenje z letali na relaciji Ljubljana-Madrid. No, vsekakor dobra novica za Slovenijo. Državne subvencije, s katerimi privabljamo letalske prevoznike, namreč zagotavljajo posel letališču, posredno pa polnijo denarnice tudi drugih turističnih delavcev. Ampak kljub novi povezavi z Madridom, Slovenija ostaja ena letalsko najslabše povezanih držav. Marko Milenkovič, pozdravljen. Kaj so razlogi za tako slabo povezljivost? Teh razlogov je zagotovo več in se kar nabirajo en za drugim. No, ampak rezultat tega je, da z ljubljanskega letališča nam trenutno 22 letalskih prevoznikov ponuja polete na 25 destinacij. V sezoni so sicer na voljo še čarterski poleti na 57 destinacij. No, pa če pogledamo le nekaj bližnjih letališč, že z Benetk lahko letimo na 140, iz Zagreba bi jo lahko odpotovali na 70 destinacij, no, z Dunaja, ki je že svetovljansko letališče, pa 70 prevoznikov ponuja polete na kar 322 krajev. No, Fraport, upravljalec ljubljanskega letališča, napoveduje, da bo letos pripeljal 1,4 milijona potnikov. No, največ jih je pripeljal leta 2018, kar 1,8 milijona. Leta 2019 se na to že pozna propad Adrie Airways, leta 2020 pa je COVID dobesedno zaustavil letalski promet in število potnikov na ljubljanskem letališču takrat namreč se zmanjšalo za kar 6-krat na manj kot 300 tisoč, kar je bilo katastrofalno za celotno gospodarstvo, najbolj seveda za samo letališče oziroma upravljalca letališča, družbo Fraport. S potniki so namreč upadli tudi prihodki in rezultati in družba je zapadla celo v rdeče številke. No, medtem, ko je država razmišljala o ustanovitvi nove Adrie Airways, je Fraport počasi privabljal nove prevoznike. Sicer je res izgubil kar okoli 200 tisoč potnikov, ki so prej presedali v Ljubljani, sedaj pa imajo neposredne povezave z domačih letališč na Balkanskem polotoku. No, ampak glede na to, da tuji turisti v Sloveniji v povprečju porabijo slabih 200 evrov na dan, ti obiskovalci, ki k nam pridejo z letalom, pa samo za letalsko vozovnico odštejejo več, so te slabe letalske povezave slabe za celotno panogo turizma in celotno družbo. Tako je, Marko, najlepša hvala.